Tole, kar gledate za mano, je nekaj prizorov iz Delhija, iz novega Delhija, če smo točni. To, kar smo pravkar gledali, je bila rdeča trdnjava. Kako je s tem starim in novim Delhijem, pa tisti, ki ste tam že bili, verjetno že veste, ostali pa morda še ne. Namreč kamorkoli pogledate na zemljevid, izgleda, kot da sta to dve mesti. Ampak enako dobro bi bilo, če bi rekli stara in nova Ljubljana ali pa stari in novi Maribor ali pa karkoli že. Namreč nikakršne meje ni, niti približno ne med enim in drugim mestom. Je pa res, da v starem Delhiju je splošni vtis tak kot sicer po Indiji, razen morda v Bombeju, pa redko kje drugje tudi še. Novi Delhi je pa dosti bolj modern, dosti bolj recimo blizu v Evropi, ampak nekaterim je to simpatično, drugim pa spet ne, ker so pač okusi že spet različni. Meni osebno je stari Delhi kar vreden najmanj 2 ali 3 dni, da se človek malo sprehodi naokrog. Nekaj je tistih sikovskih templov, ki sem jih že prejle omenil, poleg tega imate pa še ogromno vsega vsak dan. Če malo opazujete tisto ozadje, vidite, da se torej kuha, striže, češe, ušesa čisti, popravlja razne stvari, konje podkuje in ne vem kaj še vse na cesti. Vsak dan od zgodnjega jutra dalje. Je pa res, da po cestah je pa zrak kar precej slab. Tole, kar spet gledate za mano, so chipmunki oziroma indijske veverice. Tako hitre živali, da jih je prav težko slediti s kamero. To sem že večkrat opazil, ker sem jih že nekajkrat poskušal snemati. Namreč izredno sunkovite gibe imajo in enkrat je na nekem mestu, potem po desetinki sekunde skoči pol metra stran in tam spet malo poskakuje levo, desno, kot da bi bila živčna. Enkrat sem nekaj bral o tem, da različno velike živali različno doživljajo čas. In mi, ki smo večji, kot recimo kakšni komarji in muhe, nam čas teče veliko počasneje, pa tudi reagiramo veliko bolj počasi. Zato je pa muho tako težko ujeti. No, takole veverico pa tudi. No, zdaj pa pogledamo še kakšno vaše pismo. No, pravi takole, tole piše Ksenija. Pozdravljen Janin, pogosto gledam tvoje oddaje in moram povedati, da sem mi zelo všeč, saj lahko dobiš napotke za potovanja. Mimogrede, ali sploh obstaja na tem svetu kakšen košček sveta, kjer ti še nisi bil, pravi Ksenija. Želim ti veliko pozitivne energije na tvojih popotovanjih in po tem širnem svetu in veliko navdiha ter ustvarjalnosti pri kreiranju tvoje oddaje še naprej. Lepo pomlad in poletje ti želi Ksenija. Ja, Ksenija, hvala lepa, enako želim tudi tebi. Upam, da tudi ti veliko potuješ in če potuješ, potem pričakujem, da mi boš napisala še kaj o kakšnem svojem potovanju.
Kar se tiče pa koščkov sveta, jih pa nikoli ne zmanjka in sploh ne poznam človeka, ki bi že bil povsod, ker je to že samo po sebi nemogoče. Kamorkoli pogledam na zemljevid, povsod najdem kaj takega, kar bi po mojem mnenju nujno moral še videti. Tudi če greš v kakšno deželo, pa si tam dolgo časa, še vedno ostane veliko takega, kar bi še moral pogledati, pa si želiš spet nazaj. Tako da pravzaprav od začetka svojih potovanj do danes vedno grem na ogledna potovanja. Pravim, jaz zdaj si bom šel za devščino malo ogledati, enkrat, ko bom imel več časa, se bom pa malo bolj detaljno tja spravil. No in do zdaj sem obdelal že res marsikaj, ampak ogromno je v vsaki državi ostalo. Sicer pa poglej, našo pokojno Jugoslavijo ali pa sedanjo Slovenijo, kdo pa je bil že povsod. In to isto velja za vsako državo, s tem, da so seveda bistveno večje, marsikatera država, kot pa je naša. No, pa še tukaj pišeta pa Barbara in Boštjan. Pravi, kmalu odpotujeva na potapljaške počitnice na Kubo in nato na Jukatan. Preko Lonely Planeta sva izvedela, da kubanski cariniki zahtevajo neke vrste vizo za polet na Jukatan. Glede na to, da slovenski državljani ne potrebujemo vize za Mehiko, me zanima, ali se nama na carini lahko karkoli zaplete. Vidiš, tole pa prvič slišim, pa mislim, da je dezinformacija. Pred kratkim sem govoril z Evo, ki se jo spominjate, ker je tudi pri nas bila gostja v oddaji, in ta je letela iz Kube na Jukatan, pa se nič nekaj pritoževala, da bi jih kdo sitnaril. Je pa res, da ko pa prideš v Kubo, pa moraš plačati. In sicer tako zvano turistično takso, ki pa je, če se prav spominjam, $20. Kar ni sicer vizum, je pa neke vrste vizum, oziroma nekakšen način, kako pač malo denarja izpumpajo iz tebe. Praktično vsakogar spustijo tja, kar je zanimivo, ker Kuba naj bi bila ostra komunistična država, kar seveda niti najmanj ni res. In enkrat sem vas že prepričeval, pa še enkrat vas lahko. Če še niste bili v Kubo, vam zagotavljam, da se boste dobro imeli. Predvsem boste pa videli stvari, ki jih kmalu verjetno ne boste več mogli videti, ker tudi Kuba se že sedaj kar rapidno kvari in bo vedno bolj turistična in vedno manj simpatična zaradi tega. Od vseh socialističnih držav, kjer sem kdaj bil, ko sem bil že v Afriki in v Evropi in marsikje v takih državah, je Kuba še daleč najbolj simpatična. Tak karibski način socializma. Sicer pa se vsi vemo, da je socializem prav lep, torej družbeni red, samo ljudje smo ga nesposobni izvajati, ker smo pač pokvarljivi.